Lepa za besedo, tudi v mojem imenu lep pozdrav. Zakaj vlagamo zahtevo za sklic te nujne seje? Preprosto želimo dobiti jasne odgovore strani ministra oziroma vlade o vseh podrobnostih ustanavljanja te gospodarske družbe. Se pravi, kako bo ta družba organizirana, kje in pri komu bo ta družba odkupovala les, komu in seveda na kakšen način bo ta les prodajala. Zelo sporen se nam seveda zdi tudi sam postopek ustanavljanja te gospodarske družbe. Se nam zdi, da gre za povsem netransparenten postopek in pa seveda povsem nestrokoven, kajti ta postopek poteka v strogi tajnosti. Informacije, ki jih imamo, pravzaprav imamo samo iz medijev. Seveda zelo pa smo, še posebej pa smo razočarani, ker pri ustanavljanju te družbe ne sodeluje stroka. Takšne informacije pač imamo in pa seveda, da ustanavljanje te družbe poteka brez zelo pomembnih partnerjev, to je partnerjev v lesno-predelovalni industriji. Se pravi, vse te odgovore seveda želimo dobiti od ministra. Seveda se pa pri ustanavljanju te družbe se nam poraja cel kup vprašanj in pa seveda predvsem smiselnost ustanavljanja takšne gospodarske družbe. Po informacijah bodo vložena seveda velika sredstva za ustanovitev te družbe in pa celo kredit bo za to družbo namenjen. In glede na to, kakšni situaciji, v kakšnem položaju je naša lesno-predelovalna industrija, se sprašujemo, ali seveda ne bi bilo bistveno bolj smiselno ta sredstva vložiti v pomoč lesno-predelovalni industriji. Ker sprašujemo se, če bo lesna predelovalna industrija še naprej v takšnem stanju, kot je v tem trenutku, komu bo potem seveda ta družba prodajala les. In pa seveda pomembna je tudi ta situacija, v kateri smo. Posledice žledoloma, vemo, so bile katastrofalne, ogromno lesa in ta les v tem trenutku stoji, čaka ob gozdnih vlakah, ob gozdnih cestah. Verjetno bi bilo ta les potrebno na nek strokoven način skladiščiti, da ne bo propadal. To so pravzaprav tisti bistveni pomisleki, ki se nam seveda porajajo ob ustanavljanju te gospodarske družbe. Država bi seveda morala namesto tega, da se ukvarja z ustanavljanjem takšne družbe, seveda opraviti svojo nalogo in sicer kako ustvariti bi morala poslovno okolje za lesno-predelovalni razvoj. To je v tem trenutku za nas najbolj pomembno. Na kakšen način, se pravi, zmanjšanje birokratskih ovir, to je eden, potem davčna razbremenitev. Jaz mislim, da že s tema dvema korakoma bi lahko država ogromno doprinesla k razvoju lesno-predelovalne industrije. Ne pa z ustanavljanjem državnih podjetij, ki pravzaprav samo še dodatno, to državno podjetje bo samo še dodatno povzročilo anomalijo na našem trgu in bom se izrazil tudi tako, da nas minister s takšnim predlogom vrača nekje nazaj v neke druge čase, v neko plansko gospodarstvo, ki smo ga poznali v preteklosti, lahko bi rekel celo v neko obdobje socializma. Dejstvo je, slovenski gozdovi so naše nacionalno bogatstvo, ki ga moramo ohraniti, ki ga moramo čuvati, ki je nastajalo več stoletij in
in ne morejo in ne smejo biti stvar enega ministra oziroma ene politike, še posebej ne ob navedbah, ob informacijah, ki jih imamo, da naj bi bila za dodelitev posojila dana poroštva v obliki gozdov. To pomeni, da bi lahko v enem zamahu prišlo do zaplembe velikega dela slovenskih gozdov. Zato je seveda ustanavljanje takšne družbe za nas v tem trenutku in glede na te informacije, ki jih imamo, nedopustno in seveda želimo, da nam minister na tej izredni seji jasno in pa seveda po resnici pove, kaj pravzaprav namerava z takšno družbo. Hvala lepa.